Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in ja, danes sem brez make-upa. Šla sem po tuš in razmišljam. Samo še tole posnamem, potem pa grem spat in enostavno razmišljam. Pa na konc koncev, ja, smo vse ženske na konc koncev zaspat, a ne? Brez make-upa. Zdaj pa, da vam še prej povem, kaj sem prej delala. Šla sem po divjo hrano. In ta divja hrana, tukaj je regrat, potem imam tukaj čemaž in koprive. Dejstvo je, da vse to zdaj kar buhti iz zemlje ven in samo čaka, da naberemo. Kje začnemo? Pri čemažu. Veste, kakšno večerjo sva danes imeli s malo hčerko. V glavnem, narezane čemaževe liste, skuta, začimbe, z stebli zelenjave. Aha, pa še avokado sva dali v ta namaz noter, božanska večerja. Tako da dejansko, zdaj zakaj je čemaž tako zdravilen? Dejstvo je, da čemaž spada v skupino čebulnic. In čebulnice same po sebi vsebujejo snovi, ki čistijo naše telo, ki delujejo proti sluzi v pljučih, v želodcu in delujejo proti vnetjem, vsa vnetja. Tako da vemo, da česen je naravni antibiotik, ker je čemaž pač sorodnik od česna. Poglejte, kako je narava inteligentna. Dobesedno pomladi ta prva zelenjava, ki zraste, je tista, ki zavira vnetja. Čemaž je res zakon in vam povem, da odličen je vse omake. Jaz ga bom zdaj kar več nabirala, zdaj tam ga imam že eno vrečko in ga bom dala lepo v skrinjo, kot začimbo potem za omake in kar bom pa jutri pripravila, je pa omaka iz čemaža z makaroni. To mora biti božanska hrana. No, tako da v glavnem čemaž je ena taka krasna zadeva, ki pomaga pri tem, da si podkrepimo zdravje. Zdaj, en nasvet. Če vas korona matra, če ste obremenjeni s tem, da mogoče vas je strah, da ne bi zboleli, oziroma če ste zboleli in imate težave, tudi recimo lahko kakšne posledice zaradi bolezni, dajte začeti uporabljati več divje hrane. Predvsem čemaž je tisti, ki vam bo močno dvignil imunski sistem in pač lejte, imunski sistem, ko se dvigne, takrat začne delovati, ne, vaša notranja moč. Gremo naprej. Naslednje tako zelišče, to bom pa res previdno prejela, koprive. Iz kopriv bom naredila jutri špinačo. Jutri, no, ne vem, če bo to šlo skupaj, ampak v glavnem koprive nabiram za špinačo, ker jih v bistvu skuham in potem samo zmiksam. Dam majčkeno smetane zraven in je to krasna špinača. Dejstvo pa je, da koprivin čaj pa ravno tako pomaga odpravljati sluzi iz telesa, predvsem želodec, tudi pljuča. In zdaj pa za vse tiste, ki ste kupili tole knjigo Hrana, ki spreminja življenje, tukaj noter je kopriva kar, čakajte mi, kokos, regrat, mislim, da je tle naprej kopriva, listi koprive. Neverjetno, koliko piše, da listi koprive imajo preko 700 neodkritih fitokemičnih snovi. Dejansko nimamo pojma, zakaj vse je dobra kopriva, ampak dejstvo je, da deluje proti vnetjem. Tukaj potem piše naprej stanja, ko imamo razne težave, kdaj bi mogli posegati prav po koprivi. Se pravi, kopriva kot čaj, recimo, preveč ali premalo dejavna na ledvična žleza. No in tukaj naprej piše, da predvsem za ženske, ki imajo težave z jajčniki, bi nujno potrebovali čaj iz kopriv ali pa recimo špinačo iz kopriv, zaradi tega, ker je dejansko ključen za čistiti slabe hormone oziroma hormonske motilce, prav te ključne sestavine dobimo v koprivi. Potem recimo, kdor ima akne, ekceme, potem no spet tale EBV virusa, ne, Epstein-Barrov virus, ki povzroča praktično vsa vnetja v našem telesu, tudi rak jajčnikov, vse vrste rakov, v teh primerih bi bilo potrebno piti koprivo. Zdaj pa tukaj naprej razlaga avtor te knjige Hrana, ki spreminja življenje, da dejansko kopriva deluje na tiste ljudi, ki imajo premalo delujoče hormone.
No in danes sem dobila vprašanje od ene gospe in je rekla, da njen mož ima premalo testosterona. In zaradi tega, ker ima premalo testosterona, pač so gibljive semenčice, ne, niso gibljive semenčice in tudi nima nekega življenjskega zagona. Je tako kot rastlina. No in tukaj noter piše, da pride do neravnovesja hormonov zaradi adrenalne utrujenosti, to pa pomeni po domače, da sta v bistvu nadledvični žlezi preobremenjeni, izžeti, utrujeni in da nimata dovolj, zdaj pa naslednja stvar, adaptogenov. No zdaj pa kaj je adaptogen? To so pa snovi, ki jih dobimo spet v divji hrani, ki popravljajo gene. No in te adaptogeni, med te adaptogene seveda spada kopriva in druga zadeva, regrat, kralj zelene. Tukaj noter te dve zelišči sta ključni za to, da dobimo dovolj B vitamina, C vitamina, E vitamina in teh antioksidantov, ki popravljata gensko stanje v našem telesu. Potem kopriva deluje na to, da spravlja slabe toksične estrogene iz našega telesa, se pravi tisti estrogen, ki povzroča bolezen. V bistvu to prečisti in sploh za vse tiste, ki imate težave z vnetjem mehurja, dajte začeti piti čaj iz koprive. No, zdajle dejansko lahko vsak sam koprive nabere in dejstvo je, da rastejo, recimo, ki jo jaz nabiram koprivo, ob sori, skozi dol je koprive, kolikor hočeš. No, naslednja zadeva imamo pa zdaj regrat. No, in v glavnem regrat, ta je že opran, tega sem prej popoldne nabirala za kosilo in v glavnem bo še za jutri za kosilo. Tukaj noter spet v knjigi Hrana, ki spreminja življenje, piše, da si naredimo sok iz regratovih listov in sicer kombinacija zelene, potem dodamo regratove liste in 2 srednje veliki olupljeni pomaranči. In v bistvu to sočimo in popijemo lahko tak sok zjutraj na tešče. Kar sem zasledila in to bom tudi sprobala, kremna juha iz regrata. To pa še nisem jedla, pa to verjamem, da mora biti noro dobra zadeva. Naberemo pol kile regrata, potem pa damo 2 korenčka pa 2 krompirja, damo kuhati do mehkega, potem dodamo noter pol kile regrata, da par minut vre in potem zmiksamo skupaj v kremno juho. To mora biti res, res dobra juha, oziroma bi bila lahko, če majčkeno bolj gosta nastane, kot krasna špinača, zraven recimo kakšnega lososa, to bi bilo zelo dobro, pa mogoče, recimo res bi bilo pol zeleno, ki te ljubim zeleno, a ne zelena špinača, pa zraven še recimo brokoli kuhan, to mora biti res dobra zadeva. No, zdaj pa poglejmo še naprej, kaj je točno tisto, kar je v regratu. Poglejte, vitamin A je za vid, vitamin B kompleks pomirja živce, noter je jod, ki deluje, spodbuja delovanje ščitnice, predvsem lene ščitnice, kalcij, ki deluje na kosti, kalcij, ki se veže skupaj z magnezijem, ki potem vpliva na ožig v celični bazi, se pravi, da imamo več energije, železo, ki obnavlja kri, selen in silicij. To sta pa 2 minerala, ki sta po eni strani za razstrupljanje, po drugi strani sta pa ti 2 minerala potrebna za vezna tkiva, za lepo kožo, zato, da smo lepi. No, lejte, zdaj sem se že navadila, da sem brez make-upa, zdaj vi verjetno me pa prvič vidite, neverjetno. Vi me prvič vidite brez šminke, tako da Minka se ne šminka očitno. V glavnem, no zdaj pa gremo naprej pogledati. Stebla regrata se lahko potem tudi uporabljajo, se pravi te cvetovi, in tukaj piše, da čisti goste organe, kot so žolč, kot so možgani, in celo pomagajo pri teh ljudeh, ki bi mogli iti na kirurško odstranitev vranice. Zdaj res, da so opozorila po drugi strani, da tega ne smemo preveč. Nekje sem zasledila, seveda regrat je cel užiten, da enostavno steblo tega cvetka pozobamo. No, zdaj pa, če pa gledamo zdaj same te liste regrata,
so potem namenjeni tudi za čiščenje težko dostopnih mest v našem telesu, medtem ko cvetovi pa čistijo votle organe v našem telesu, kot je črevesni trakt, želodec, tudi žolčnik, mehur, pljuča, maternica in srce. Tako da v glavnem lahko skuhamo čaj, lahko surove jemo, zdaj pa če pa gledamo korenina regrata, je pa odlična, zdaj pa to jaz še nisem sprobala, pa bom, da jo izkopljemo, rahlo popražimo in v bistvu lahko jo zmeljemo kot kavo in pijemo iz tega kavo, ker ima pa te grenčine, ki dejansko čistijo točno jetra in žolč. Za vse tiste, ki imate pač težave, tudi s potlačeno jezo pomaga pri tem. V glavnem, zakaj še eno stvar, regrat je neverjeten pri odstranjevanju radioaktivnega sevanja in vseh strupenih težkih kovin. V glavnem težke kovine, kot je živo srebro, jih pa nenazadnje tudi dobimo preko cepiv, zato ker dejansko cepiva, gojišča za cepiva so na živem srebru. Tako da v glavnem, sploh če ste se šli cepiti za COVID ali kakršno drugo cepivo, je pač pametno, da uporabljate čim več teh čistilk za vaše telo. V tem primeru bi bilo dejansko pametno, da delate sok iz zelene, iz regrata in iz pomaranče in dejansko, da pijete to vse enih 14 dni, da se telo sčisti. No, to je to. Danes imamo divjo hrano. Zakladi, ki rastejo in zanimivo, glejte, zdajle prva hrana, ki jo dobimo, je vsa temnozelene barve. Temnozelena barva je pa tista, ki po eni strani čisti ta del, ker je čakra, srčna čakra zelene barve, po drugi strani je pa komplementarna barva rdeči. To pomeni, da je točno za čiščenje prve in druge čakre, se pravi temeljev, kar se tiče reproduktivnih organov, kar se tiče krvi, kar se tiče kosti, dejansko to je temelj, ki ga počistimo. No, tako da, danes zakladnica zdravja. Uživajte, imejte se radi in predvsem pejte ven, začnite nabirati svojo hrano. Poglejte, v Sloveniji živimo v takem obilju, ker lahko vsak gre kamor hoče. Dobro, zdaj bomo imeli karantene, ampak kakorkoli nekje v bližini imamo možnost nabrati divjo hrano. In naredite to za sebe, ja, zato, ker se imate radi in zato, ker se cenite. Uživajte in predvsem, ja, imejte življenje radi, ker potem se bo vse vrnilo nazaj. V glavnem, uživajte.